Narava in ljudje, tako preprosto je Luka Miklavčič poimenoval svojo razstavo po motivih, ki jih najraje izliva na platno. Najraje v bistvu rišem portrete, tudi naravo. Sam sem zadnje 2 leti v bistvu fokusiran bolj na portrete, ker mi je pač to svojevrsten izziv. Predvsem ten kože pri človeku. Vsak ima različen ten, različno strukturo obraza, od majhnih, velikih, srednjih ljudi, tako da to mi je v bistvu, to me žene najbolj naprej. No. Narava je pa pač, imam zelo rad velike formate, tako kot so tukaj le videti, zato ker naredi tisti wow pri sliki in so v bistvu take lepe pomerjene slike. Njegova ljubiteljska slikarska pot se je začela pred 5 leti. Njegova dela pa izražajo talent in čut za estetiko. Začel sem čist z ogljem. Prve 2 leti sem največ oglje in belo kredo uporabljal, kar je v bistvu sem kasneje izvedel, da je to v bistvu tako dosti dober začetek za slikarje oziroma umetnike. Potem sem šel pa počasi na olje, no, in moram reči, da mi je olje na platno moja najljubša tehnika, no. Predvsem lazurna tehnika portretov starih mojstrov, ki je v bistvu podlaga in na to mrtvi sloj, potem so pa išče tene kože, tako kot sem že prej opisal. To mi je najljubše. Ali je to vaša prva razstava? Ste razstavljali že kje drugje? Ne, to je čisto moja prva samostojna razstava, tako da se moram zahvaliti predvsem predsednici društva Zori Završnik, ki mi je omogočila sploh, da sem lahko prišel v festivalno dvorano. Je pa fajn, da sem prišel sem, zato ker imam velike formate slik in nekje v manjših galerijah mogoče ne bi prišle toliko do izraza, kakor lahko slike tele pridejo tlele do izraza. Razstavo je komentirala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stebil-Šajn. Luka v bistvu ustvarja na klasičnih slikarskih kanonih, se srečuje in se študijsko poglablja tudi v te stare slikarske tehnike, torej na en način nadaljuje delo starih mojstrov. Po drugi strani pa si dopušča tudi delček ustvarjalne svobode in daje svojim delom avtorsko prepričljiv in intimen karakter. V motivnem smislu ga zanimata predvsem narava in človek. Človek v tisti najbolj zahtevni portretni vlogi. Z današnjo razstavo nam dokazuje, da je ustvarjalni perfekcionist, da je njegova poteza umirjena, disciplinirana, da najde pravo mesto na slikovnem polju. Je torej odličen risar, s to risbo ustvarja armaturo sveta, ki ga gleda, ki ga vidi, ki ga doživlja in občuduje. Hkrati pa se nam potem kaže tudi v vlogi odličnega, senzibilnega kolorista. Njegove barve, predvsem v oljni slikarski tehniki, imajo žlahtne nianse in izjemno širok razpon tonskih gradacij. Z odličnim obvladovanjem barv nam avtor pričara specifična atmosferska stanja v krajini, kadar pa upodablja ljudi, nedvomno ustvarja volumetričnost svojih akterjev dogajanja, pričara materialno snovnost in seveda mu ta njegova koloristična odličnost zelo dobro služi tudi pri upodabljanju inkarnata. In tako pred gledalcem zaživijo res tisti živi dvojniki njegovih portretnih izbrancev. Lukov podporni steber je njegova soproga Ana, ki pravi, da mora vsakdo, ki je sposoben ustvariti nekaj lepega, svoj dar deliti. Ja, če si predstavljate, kako je ustvarjati v stanovanju, kjer živiva, take velike formate, kot je recimo ta za nami, je kar precej zanimivo. Ampak Luka, ko začne ta svoj proces, pravzaprav
po domači bi rekli, pade noter in se spusti v to njegovo ustvarjanje in tako pač nastanejo te slike. Je pa res, da to, kar danes opazujemo, so večinoma dela, ki so nastajala dalj časa, nekatera tudi po pol leta, ravno zaradi teh slojnih nanosov, tako da to je res en tak dolgotrajen proces, ki se mu on, tako kot je povedala, tudi likovna kritičarka res vso prizadevnostjo tudi posveča. Usklajevanje z dnevnimi obveznosti je vedno precejšen izziv, zato res poskuša vse te proste ure, ki so na voljo, mogoče tudi v tem času, ko je zdaj zima, ker je zunaj bolj tema, da se bolj temu posveti, ker je res potreben več časa, da te stvari nastanejo, da lahko več ur pač presedi za eno sliko. Odprtje razstave nam je popestril glasbenik Staš Hrenič, ki nam je prav tako premierno predstavil nekaj svojih pesmi. Zaigral sem na začetku sem zaigral pesem, po mojem bom dal naslov Vse, kar je. Je taka, te kar te opogumlja. Ta druga sem pa zaigral, ji bom pa dal naslov verjeten Na jezero, imel sem pa delni naslov Naked in the Lake, ker v tistem času sem, ne da sem zdaj skakal po jezerih, ampak zanimalo me je, kako je po zim fajn se kopati, no, to in nekako je pač, ne, mogoče je zdaj tudi to modern, da greš kar v mrzlo vodo, sem jaz tudi del tega bil, ne, ampak 2 leti nazaj sem se res to šel, pa še se bom šel in so mi take melodije po glavu hodile od teh meglic, vse te mirnosti, kakor je voda pač po zim, ker ni toliko turistov, ker ni toliko enih kopalcev, ker je dejansko čista taka zadeva, čist sama narava, no. In nekako ta glasba je prišla čist iz ene umirjenosti, iz ene tišine, je čist druga kot en rock and roll, ki pride iz galame. Jaz mislim, da Lukove slike, ker sem jaz zdaj imel priložnost, tudi ga potem govoriti, spoznati, eno to čistost, jaz vidim v njih čisto, najprej sploh nisem vedel, ko so mi pokazali njegove slike prek telefončka, sem rekel, no zdaj mi pa pokaž, kje so pa zdaj slike, ker sem mislil, da so to fotografije, dobesedno na takem formatu, se pravi, ima to inspiracijo, ki jo vidi v naravi, 100%, in to zna na čist svojega zornega, svojega občutja, takrat, ko dobi ta impuls, recimo, klele vidimo, da pač kako zna svetlobo prikazati, kako zna s tem tonom, ko se on še zraven počuti. In nekako se mi zdi, da te slike pomirjajo. Razstava v festivalni dvorani Bled mu je omogočila Zora Črnologar Završnik, saj je Luka kot član slikarskega društva Atelje Bled pokazal izjemen napredek. Sem predsednica slikarskega društva Atelje Bled, zato smo se skupaj v društvu odločili, da bi Luku dali priznanje, glede na to, koliko je on v času, odkar se jih nam pridružil, napredoval, da svoja dela lahko tudi pokaže. Dela so po eni strani takih dimenzij, da je skoraj težko kje drugje jih razstaviti, kot je na takem prostoru, kot je festivalna dvorana. In mislim, da je prav, da se je ta razstava zgodila. Seveda je treba take termine že precej prej rezervirati in že v začetku leta smo se za to odločili in zdaj je prišlo do finala. Tudi meni so njegove slike zelo všeč, ker so zelo realistične, lahko bi rekli fotografsko natančne, ker marsikdo v bistvu nikakor ne more doseči, da bi kaj takega v bistvu ustvaril. Današnja razstava mi je zelo všeč. Prikazuje 2 plati Lukata, ki ga poznam, in njegovo senzibilnost, ki jo ustvarja v vsaki sliki posebej. To je, ne vem, zdi se mi zelo lepa, predvsem njegovi portreti se mi zdijo fantastični. In to, kar dela v pastelni tehniki, je nasploh, se mi zdi čudovito. No? In kreda in svinčnik, risba res dobra. Vsekakor so pa fascinantne tudi te pokrajine, ki so tako velike in kjer so detajli tako izraženi, da dejansko lahko vidiš precej.